Torej, izhodišče za naslov moje razstave je bila nekako teoretična apropriacija znotraj polja sodobne umetnosti. V bistvu sem izgradil iz dveh delov, naslov in podnaslov. Los Caprichos se nanaša na to kultno serijo grafik Francesca de Goya z 18. stoletja, v obdobju romantičnega slikarstva, ko so bili v bistvu neki impulzi družbe zelo podobni današnjim. V drugem delu pa sem nekako dodelal ta moj input z podnaslovom Hedonic Calculus, hedonični izračun, je pa tudi v bistvu nekako politična, ekonomska teorija, ki je bila historično obdelana v času, ko se je demokracija vzpostavljala. In nekako to dvoje skupaj resonira v celoti kot neka kritika na sodobno družbo, v bistvu na te impulze, ki jih danes dobivamo. In celotna hiperprodukcija, če lahko tako rečem, na razstavi, je nekako sozvočje večjih elementov, v bistvu večjih političnih situacij, večjih stanj. Hkrati apropriacija, lahko bi govorili tudi o pastižu. Večinoma pa nekako se poslužujem dekonstrukcije in remake-a, torej da na način stvar predelam, da ohranim neko bistvo, ampak v bistvu spreminjam okoliščine in to nekako nakazuje tudi ta naslov Los Caprichos, da dejansko, čeprav moja produkcija vizualno ali mogoče na katerem drugem nivoju nima veze z Goyo, še vseeno izfiltriram iz teh starih normativov neko svojo percepcijo, nek pogled. Tako da hkrati na enem nivoju govorim o sodobni umetnosti, ampak hkrati poskušam transgeneracijsko, transnacionalno, transhistorično opredeljevati že dejstva umetnosti in politike, ki so bila v preteklosti nekako izražena in že mogoče so že prežeta. Zato ta drugi del, hedonični izračun, hedonic calculus, nekako dopolni celo to zgodbo, v bistvu nekako zaobjame celo zgodbo s to svojo pozicijo in sicer gre za to, da je to izračun, ki nekako definira hedonizem v relaciji z demokracijo, torej koliko užitka ali bolečine povzroči neko dejanje ali neka gesta, neka situacija, neka politika. In stvar sem nekako gledal zelo na široko, znotraj konteksta poznega kapitalizma, torej na način, da čeprav v bistvu vsi vemo, kam trenutno stvar vodi, se nekako še vedno poslužujemo tega užitkarskega hedonizma in kot da nekako stvar ni dovolj resna, da bi definirala še vseeno neko novo smer, politično, ekonomsko ali umetniško. Sam proces, ki se ga poslužujem po ustvarjanju, dejansko je v sozvočju s tem drugim, s tem nekim hedoničnim izračunom, na način, da tudi jaz, ko ustvarjam stvari, so mi nekako v bistvu ta užitek in v bistvu iščem to neko svobodo, kaj mi vzbuja neke dobre impulze, v bistvu, kaj me v bistvu nekako osrečuje, kakorkoli, v bistvu ta nek hedonični element je v bistvu že inkorporiran v sam proces mojega eksperimentiranja in v bistvu vsa ta selekcija materialov, s katerim delam, je v bistvu nekako že pogojena s tem rezultatom. In na način produkcije so v bistvu določeni deli te hiperprodukcije, ki so tukaj vidni, so zelo efemerni, določeni materiali, določene stvari, objekti, slike so narejene na način te neke kratkotrajnosti, v bistvu ni moj namen, da v bistvu iščem neko stalno, neko estetiko, ki bo trdna, zabetonirana leta naprej, ampak v bistvu govorim o tem nekem hipnem
v sodobni družbi, zato v bistvu ta hedonizem nekako prisvajam tudi na svojo lastno prakso. V sami praksi me zanima neka relacija med konceptom in vizualnim, torej katera kategorija določa katero, ali v bistvu estetika določa koncept ali koncept določa estetiko. Zato je zelo veliko elementov na tej razstavi so nekako dopolnjeni ready-made, recimo čevlji. In v bistvu nekako ta moja ideja je v bistvu kako neko stvar, ki je zelo vsakdanja, spraviti na nek nivo komodifikacije in preiti to mejo v bistvu uporabnosti, kateri je namenjena. Tako da v bistvu, da nekako postane čevelj ta nek estetski element in je nekako resonira s tem mojim hedoničnim izračunom. Večina teh nekih čevljev je narejena v neki estetiki, lahko specifični, mogoče resonirajo s to neko gotsko verzijo, mogoče s to neko post-distopično, utopično. In nekako vidim to kot v bistvu nek zelo simbolen vpis, element, zaradi tega, ker v bistvu so to neke stvari, ki so v bistvu zelo transhistorične na način, da pač čevlji so res nekaj totalno osnovnega, kateremu ne dajemo toliko vloge, ampak v bistvu s to estetizacijo sveta se v bistvu tudi ta fokus na ta dizajn čevljev in v bistvu s to idejo glede te obutve in premikanja v svet in v bistvu se ta neka banalna ideja nekega čevlja premika, koraka, zelo pač filozofsko poglobila in v bistvu s tem namenom sem izdelal to serijo čevljev. Produkcija, ki je trenutno na ogled, je nekako seštevek vseh mojih praks in v bistvu govori o tej neki postmedijski prisotnosti, torej ne iščem neke določene estetike, v bistvu ne delam samo ene izrazite serije znotraj slikarstva, ampak v bistvu to igranje z preseganjem mej, z iskanjem možnosti, z iskanjem svobode, v bistvu na koncu rezultira v neko zelo raznoliko heterogeno produkcijo. Mogoče bi lahko rekel, da tudi sam pri sebi vidim včasih več nekih avtorskih impulzov znotraj identitete, v bistvu kako se mi to nekako razslojuje in zaradi tega sem nekako v tem impulzu, da na neki točki iz slike direktno pridem v objekt, da v bistvu to mejo preidem, mejo medija, da v bistvu grem čez meje medija samega in vstopam v medij iz slikarstva, recimo v kip direktno, neposredno. Hkrati, ko pa ustvarjam sliko ali kip, pa v bistvu izdelujem še neko efemerno produkcijo, neke manjše skulpture in v bistvu niso nekako vezane na eno enotno, striktno idejo. V bistvu moj namen je, da nekako z objekti porušam ta nek ritem klasičnega dojemanja, pač galerijskega in tudi nekako prečesavanja umetniške produkcije. In v bistvu že sam s tem namenom, da so impulzi totalno različni, od slike do objekta, nekako ruši to klasično v bistvu pozicijo gledalca in s tem nekako ta dela gledalcu vsilijo neko svojo logiko in samega sebe soočajo s tem, da v bistvu se gledalec poglobi v nek objekt, sliko, ali pa pač ga nekako izpusti. Tako da v bistvu nekako s tem namenom te hiperprodukcije gledalcu omogočam v bistvu neki izbor, v bistvu nabor del, da si nekako sam lahko izbere med to selekcijo, kaj točno ga zanima, kje se najde, recimo. Nekako poskušam v ta svoja dela nekako inkorporirati te neke večne, eksistencialne
stvari, v katerih naj bi se prepoznal vsak posameznik, torej govorimo o neki minljivosti, življenju, potencialu, kaj je v bistvu svoboda, kaj je igrivost. In zdi se mi, da na tem nivoju nekako se gledalec lahko sooča, v bistvu lahko to nekako prepozna in se mi zdi, da je to nek tak vezni člen med vsemi deli, ki v bistvu nekako kot magnet vlečejo publiko, poglede. Sama postavitev na tej razstavi je narejena na način, da nekako periferno že vsaka stvar moti drugo in se v bistvu povzroča nek kaos v gledalcu. Ampak hkrati, ko je gledalec soočen s tem kaosom, se lahko nekako postavi v pozicijo, da se v bistvu lahko poistoveti z neko specifično stvarjo. Torej, da v nekem kaosu velja še vseeno neka striktna logika. Sama razstava je bila izdelana zelo precizno, v bistvu zelo premišljeno in ima vsaka stvar nek namen. Na prvi pogled mogoče deluje kot totalen kaos in v bistvu dlje časa kot opazovalec je v tem prostoru, več stvari, v bistvu več informacij kot pridobi, bolj se ta neka širša logika zgradi znotraj opazovalca. Ta relacija, da so v bistvu neki objekti v interakciji s slikami, v bistvu nekako krši ta klasični model v bistvu opazovalca, gledalca z namenom vzpostavljanja ritma in v bistvu ta nek manko, ki nastane med objektom in sliko, v bistvu ta neka relacija, ki je mogoče včasih nejasna, zakaj točno ta objekt točno na tem mestu, v bistvu spodbudi, dvigne ta vprašanje ravno tega potenciala, česar v bistvu pa ni, v bistvu kaj bi lahko bilo. Tako da v tej svoji produkciji se v bistvu povprašujem tudi o tem, pač neskončno število možnosti v današnjem času in v bistvu kako te možnosti potem filtrirati, v bistvu kako dejansko na našem nezavednem nivoju potem to deluje kot neka selekcija, ki zelo vpliva na našo identiteto, v bistvu tudi na našo potrošnjo. So neke vsakdanje stvari, ki jih mogoče ne moremo regulirati, ampak v bistvu smo že nekako programirani v ta nek sistem. Ja, za svojo produkcijo bi lahko rekel, da nekako lovi to mejo med slabim okusom, kičem in med neko resno formalno izgrajeno umetniško produkcijo. Na način, da v bistvu se skozi proces stvari mi nekako filtrirajo, razčiščujejo. Tako da na neki točki, ko vem, da se v bistvu začne stvar sama vase sesuvati, v bistvu je to nek znak, ki v bistvu mi da vedeti, da je prenasičena in s tem sem v bistvu naredil povezavo z hedoničnega izračuna. Da v bistvu je stalno prisotna ta neka taktika, stalno neko taktiziranje, v bistvu se nekako povprašujem potem, kakšno stvar, recimo kakšno estetiko bi rad dosegel, ali je to neka v bistvu brutalna forma ali v bistvu zelo izčiščena, formalna in recimo včasih to svojo prakso ločim na neke fragmente, recimo iz nekih manjših formatov, preidem na neke večje objekte s tem namenom študiranja nekega določenega materiala ali objekta. Je pa res, da sem imel v svoji praksi, v bistvu tudi v svoji raziskavi v preteklosti zelo prisotno politično že nekako mogoče že to temo art bruta, v bistvu outsider umetnosti, ki mi je bila zelo relevantna za to neko slovensko situacijo, kjer je v bistvu kulturni sistem zelo centraliziran. Večino stvari se dogaja ali pa mogoče je na radarju v Ljubljani, če pa je že stvar nekako malo bolj decentralna, je pa nekako ni na radarju. V bistvu tudi jaz kot avtor sem se s tem soočal, da sem v času akademije in kasneje ustvarjal na periferiji in v bistvu ta nek drug politični impuls, v bistvu drugačen življenjski slog mi je v bistvu dal te neke impulze v bistvu tega nekako pozicije outsider umetnika
V bistvu nekako nisem bil del, nekako nisem niti hotel resonirati z neko sceno, ki je že nekako uveljavljena ali se uveljavlja, ampak sem nekako hotel v bistvu skozi nek svoj lasten jezik, hotel skozi v bistvu svojo produkcijo preiti na nivo, da iz umetniškega dela samega, iz medija, preidem na stvar v bistvu ustvarjanja nekega jezika, v bistvu izraza.